Lepo pozdravljeni vsi na javni tribuni univerzitetne redakcije, prostori za mlade oziroma prostori mladih. Jaz upam, da bo elektrika zdržala, to je tudi razlog, da malo zamujamo, ampak če ne, pa bomo pač v temi. Še vedno so tamle tortilje, tako da si lahko vmes postrežete in predlagam, da kar začnemo. Tako, jaz bi v bistvu začela z nekim izhodiščem, zakaj sploh ta tema. V bistvu smo razmišljali, da smo mladi neka posebna skupina in je odnos do nas dvojen. Na eni strani smo sposobni, na drugi nesposobni in tako naprej. In smo tudi v neki specifični situaciji, želimo se nekako osamosvojiti od te zvezanosti z družino in iti proti samostojnosti, ampak to ni vedno mogoče. Potem smo vedno v nekih izobraževalnih institucijah, kjer smo močno nadzorovani in preostanek časa pa se pač nekaj zadržujemo. Tako da smo v bistvu prišli do tega, da so prostori neka zanimiva kategorija, ki jo je pač smiselno uporabljati takrat, ko govorimo o mladih. In neko moje osrednje vprašanje danes je, v katerih prostorih smo mladi, kje delujemo, kje se družimo, pa tudi kje smo sami, pač tudi intimen prostor ni samoumeven. In zato se mi zdi, da bomo poskušali nekako prikazati situacijo, kakršna je, in potem si želim, da bi skupaj razmišljali o tem, česa si želimo in kam gremo. Zdaj vrstni red približen oziroma kako bo to izgledalo je tak, da bo za začetek profesor antropolog Rajko Muršič povedal nek zgodovinski kontekst o tej dvotirnosti nastajanja prostorov za mlade in prostorov mladih. Potem je z nami Maša iz Drugatorja, ki bo v bistvu šla v smeri boja za prostor in pač prostora kot polja nekega boja in infrastrukture solidarnosti. Potem Lara iz Liste demokratičnega študentstva bo govorila o študentskih prostorih in stopnji njihove avtonomije, vprašanjih povezanih s tem. Potem bo Teja iz Zveze Škis, bo v bistvu predstavila delovanje študentskih klubov, ki imajo tudi kar veliko različnih prostorov po Sloveniji in pomen teh. In pa potem bo še Jaša iz Placa, ki bo pa v bistvu bolj v tem pogovornem delu, pa bomo potem prešli na ta del. Tako da za začetek v bistvu bodo sogovornice podale nekaj materijala, s katerim bomo pol mogoče malo lažje razmišljali in pač osmislili današnjo tribuno. Tako da bi kar prosila vas, Rajko Muršič, če predstavite svoj del. Ja, dober večer želimo vsem skupaj. Moram reči, da mi je precej neprijetno in nerodno, da imam nekakšno vlogo začetnega govornika, ker v bistvu to načeloma niti ne imelo nobenega smisla. Če ne bi pred leti delali v okviru ustanove nevladnih mladinskega polja Pohorski bataljon, kar enega temeljnega pregleda samoniklih prizorišč oziroma tistih mladinskih centrov oziroma klubov, ki so pred dobrimi 10 leti še delovali kot samonikli in samostojni v razmerju do tistih, ki jih ustanavlja in pa nadzoruje država. Zdaj, če si na začetku rekla, da je dobro izhodišče razločevati med prostori za mlade in prostori mladih, potem je že tu semantično popolnoma jasno, o čem govorimo. Prostori mladih so tisti, ki so jih mladi naredili zase in jih tudi sami uporabljajo in vodijo predvsem. Prostori za mlade so pa tisti, ki jih vodijo mladinski delavci in za njimi celotne strukture oblasti. Temeljna razlika seveda med obojnimi je vključevanje v družbeno osredje oziroma prilagajanje mladih v vstopu oziroma zato, da bodo pač, kot se reče temu, angažirani ali kakorkoli drugače, pridni državljani v svetu takšnem, kot je, in da se bodo znašli v tem svetu, medtem ko mladi zase to sami bistveno bolje vedo od starejših.
kaj je za njih prav in kaj je za njih dobro. Tako da, če izhajamo iz nekoliko daljše antropološke zgodovine, praktično ni nobene človeške družbe, ki ne bi poznala takšnega ali pa drugačne oblike fantovskih oziroma dekliških skupnosti. Mladost je namreč obdobje med tistim, čemu rečemo otroštvo, in obdobjem, ki mu rečemo odraslost. Torej ni več otroštvo, pa še ni odraslost. Ni pa tudi tako zelo nejasno vmesno polje. V tradicionalnih družbah je namreč ta del življenja označevala po eni strani, če rečem že kar direktno, zmožnost tudi delovanja kot spolnih bitij, in hkrati obveznosti, ki iz tega izhajajo. To je pa poroka na koncu, ne? Oziroma takšna ali drugačna oblika sklenitve ene vezi, ki jo družba priznava kot trajnejšo med partnerji. Zdaj, torej pred poroko, no, če povem zelo po domače, ne? Fantovske in dekliške skupnosti so živele na Slovenskem še nekaj desetletij nazaj, pravzaprav neka samoumevna vaška oblika združevanja tako deklet kot fantov, in tudi mešano, da ne bo glede tega kakšnega nesporazuma, ampak so imeli v ritualnem letu različne vloge. Da potem so se začele takšne in drugačne oblike povezovanja in druženja, za katere se je izkazalo, da je v tistem času, ko je v 20. stoletju mladost nenadoma nastopila kot ne samo posebno obdobje v celotnem razvoju oziroma v druženju recimo znotraj generacije, ampak kot posebna družbena skupina in celo posebna družbena moč. To se je sicer začelo že v 19. stoletju s Flanerjem pa z nekaterimi drugimi gibanji, pa potem na prelomu med 19. in 20. z nemškim mladinskim gibanjem. Sistematično so to zadevo gojili potem nacisti, ker se je en velik del mladih iz tega mladinskega gibanja nazaj k naravi pred prvo svetovno vojno dejansko potem naslonil na totalitarne prakse. Potem se je pa vse skupaj precej spremenilo po drugi svetovni vojni. Na eni strani zato, ker so mladi dobili dokaj hitro zaposlitve in so lahko vstopili ne toliko na trg delovne sile, ampak so lahko z viškom denarja poskrbeli za svojo lastno zabavo in začel se rock'n'roll. Na drugi strani pa smo imeli socialistične države, kjer so posebej skrbeli prav za mlade, ki so jih jemali kot avantgardo družbe, ki bodo nekoč seveda družbo oblikovali in je bilo treba za njih poskrbeti. Tako da smo pri nas imeli 3 valove, najprej gradnjo zadružnih domov, potem gradnjo različnih oziroma oblikovanje različnih plesišč oziroma prostorov zabave na lokalni ravni in pa v navezavi s podjetji, potem pa mladinske klube, ne, tam od sredine 60. let naprej, ki so se potem terminološko spremenili v centre, tam nekje v 80. letih, takrat naj bi to bili kulturni centri, potem so pa postali samo še centri, kar imamo pa od 90. let naprej, ko je presenetljivo se padcem socialistične države in državne ureditve oziroma socialističnega podružbljanja, bom rekel, ker je bolj točen termin, smo dobili pa res pravo podržavljanje tega dela življenja z ustanovitvijo Urada za mladino, mislim, da leta 94, 93, še ni bila 91, to zagotovo ne. Istočasno se je seveda ustanovila tudi ŠOU kot organizacija in pa ŠKIS, ne, za katerega sem slišal, da bo prisoten na tem pogovoru. No in po 90. letih se je pa ta proces nadaljeval tako, da sta se dejansko ločili 2 struji prostorov za mlade in prostorov mladih. Zdaj, če nadaljujem, tisto, kar je nas zanimalo takrat v tem obdobju, jaz upam, da bom dovolj kratek, ne bi rad res preveč časa jemal, ampak je pa smiselno povedati eno malo daljšo zgodbo, ko govorimo o teh stvareh. Ko govorimo o načinih
delovanja oziroma načinih združevanja je edini pravi način, edini smiselni, edini človeški način združevanja neformalen. To pomeni, da se nekaj ljudi dobi skupaj in pač izvajajo določene stvari, ki jih hočejo sami izvajati, ki se jim zdijo pač pomembne. Problem neformalnega druženja je pa v tem, da takoj, ko poskušamo delovati v sistemu denarne ekonomije, moramo odpreti račun. In ko hočemo odpreti račun, trčimo na nerešljivo težavo, zato ker se s svojimi osebnimi računi seveda neformalnih združenj ne moremo in ne smemo financirati, ampak moramo ustanoviti neko pravno osebo, praviloma pač 3 ljudje lahko ustanovimo društvo. In ta nevladna scena, organizacije seveda več, ne, poznamo še zavode, zadruge in tako naprej, ampak v glavnem pa govorimo o društvih. Ta nevladna scena je lahko, če hoče biti popolnoma neodvisna od države in se financira zgolj in samo z zasebnimi prispevki, skratka s prispevki članstva ali pa s kakšnimi drugimi donacijami, tako da je lahko popolnoma neodvisna. V resnici pa takoj, ko deluješ javno in v okvirih javnosti, takoj skoči nate en velik sistem, ki mu rečemo država, ne, državni sistem, ta je pa v Sloveniji, kako se temu reče, dvonadstropen, ne. V temeljnem nadstropju imamo fevde, ki jih imenujemo občine, to je klasičen fevdalizem, na drugi zgornji ravni imamo pa državo, ne, s svojimi ministrstvi in določenimi uradi ali znotraj ministrstva ali pa znotraj vlade. In ti potem narekujejo na nek način tisti prostor, ki ga razumemo kot javni prostor. To je en velik paradoks seveda tega podržavljanja, ki smo ga doživeli v 90-ih letih, da je praktično ves prostor, ves javni prostor je državni prostor. Predstavljamo si na primer ulico kot enega redkih še delujočih javnih prostorov, še obstoječih pravzaprav javnih prostorov ali pa javni park, ne, javne parkovne površine. Te so v lasti mesta in mesto se obnaša, kot da je to njihovo, kot da to ni od meščanov ali pa meščank, od ljudi, ne, ampak to je last mesta in župani so tisti, ki upravljajo s tem skupnim kao premoženjem oziroma s skupnim prostorom javnega. Zato je v njihovem interesu seveda, da nadzorujejo tudi vse druge javne prostore, ne samo mladinske centre, ampak praktično vsako, če gremo v vaško okolje, vsak župan ima rad roko tudi nad aktivom kmečkih žena v svoji vasi, no. Da pač tiste fičnike, da lahko deluje, ampak ima nadzor skozi to. No, in v Sloveniji smo si izmislili, zdaj toliko, da to pojasnim, v nekaterih evropskih državah lahko ljudje ustanovijo neformalne skupnosti in uporabljajo svoje osebne račune za funkcioniranje oziroma za financiranje teh neformalnih skupnosti, ki imajo približno enak status kot pri nas društva. Pri nas to preprosto ni mogoče. No, in društva, zato da lahko delujejo kot javne ustanove oziroma javni pravni subjekti, si morajo potem izprositi in ko društvo enkrat to doseže, se res odprejo nova obzorja za status v javnem interesu. Meni osebno seveda ni bolj nagravžne zadeve od neke nevladne organizacije, ki deluje v javnem interesu, zaradi tega, ker javni interes si je monopolizirala država. Kdo je tisti, ki odloča o tem, da bo neko društvo v javnem interesu? Je državni organ. To pomeni, da izvaja določene aktivnosti, ki so v interesu države. Zdaj, težava je pa v tem, da nobeno mladinsko društvo, torej bom malo drugače povedal, ker obstaja razlika med mladinskimi društvi oziroma organizacijami in mladinskimi centri. Noben mladinski center ne more kandidirati za sredstva za svoje delovanje v okviru Urada za mladino, oziroma ne more dobiti sredstev, če nima statusa v javnem interesu, oziroma lahko kandidira, ne more pa dobiti toliko sredstev, kot jih dobi, če ima ta status. Skratka, pošastna je tale etatizacija, rečemo temu strokovno, tega našega prostora, ki se nam zdi nekako samoumevno, zato ker imamo pač pravni red, ustava in tako naprej.
No, skratka, imamo potem nevladne mladinske centre in pa potem za nameček še vedno več in vedno več vladnih, ne. Zdaj, če je ustanovitelj neke zadeve država, je to vladna ustanova. Če je ustanovitelj neke zadeve, še celo za univerzo velja, da nismo popolnoma avtonomni, tako kot verjamemo v to pravljico. Sicer obstaja večna debata, je univerza državna ali je javna, ne. Ampak pustimo zdaj to ob strani. Pri mladinskih centrih država ni ustanoviteljica, ustanovitelji mladinskih centrov so vedno občine, ne. In občine so v zadnjem času začele ustanavljati mladinske centre na ta način, da je to del enega širšega kompleksa vseh možnih dejavnosti, od turizma do kulture, ne vem, kaj vse si še namislijo, pa mladina zraven, ne. In potem imajo eno osebo zaposleno, zato da vodi in da koordinira vse te stvari, eno sobo najdejo z nekaj pohištva, zato da imajo svoj mladinski center in da poskrbijo za mlade. No, zdaj pa glavno vprašanje, kako poskrbijo za mlade. Jaz se opravičujem, da sem dolg, ampak to moram še povedati. Mladinske politike, ki jih imamo v Evropski uniji in jih seveda zvesto kopiramo kot pač majčkeni učenci tega velikega sistema, ponujajo šolo po šoli, delo po delu in pa higieno na koncu, ne. Če govorimo o šoli po šoli, mladinski centri večinoma izvajajo različne oblike neformalnega in pa priložnostnega poučevanja. Ko govorimo o delu, ne, je ena od glavnih vrednot in glavnih načinov delovanja mladinskih centrov prostovoljstvo, prostovoljenje. To pomeni, da ne samo, da delaš, ampak da delaš zastonj za nekoga drugega in da se naučiš delati, hkrati s tem pa organizirajo ogromno različnih tečajev za pridobivanje kompetenc na trgu delovne sile, kot se temu reče neoliberalno, vse do podjetništva, čisto odkritega, ne, skratka, sami tečaji podjetništva so v različnih mladinskih centrih. No, in potem pridemo pa do higiene, tukaj uporabljam seveda izraz Marka Breclja, dajte si poslušati njegov krasen komad Higiena, kjer na koncu, ne, ko se izkaže, da smo res, oprostite izraz, v dreku, na koncu morajo mladinski centri ponuditi pa še seveda različne, pa to je nujno seveda v današnji družbi, ne me narobe razumeti, različne zadeve povezane z duševnim zdravjem, z dobrobitjo, proti drogam, ne vem, za to, da se bomo rešili odvisnosti od mobilnih telefonov, igric in tako naprej, ne, različne terapije, samopomoči, tečaje samopomoči in tako naprej, ne. Skratka, to je paket, to je kompleten paket sveta, v katerem živimo. Jaz se čudim, da je toliko mladih še normalnih, če sem čisto odkrit v tem, kar je. Pa to še ni vse. Potem pa pridemo še do tega, da mladinski centri v bistvu začenjajo ponujati programe za otroke. Med otroci in mladostniki, tam pri 14-15 letu, vsi dobro veste, je zelo velika razlika. Razlika je pač v tem, da najprej verjameš staršem, potem jim pa ne verjameš več. Verjameš šoli, potem jim pa ne verjameš več. Ne zgodi se ta premik. To sta dva različna svetova in ne smeta biti več skupaj, ne. Ampak na eni strani imamo pootročenje mladinskih centrov, pazite, mladinski centri res dejansko delajo programe za otroke, na drugi strani imamo pa medgeneracijske centre, ne, kjer kao lepo dušno spravljamo skupaj mlade in starejše, ne, in rečemo, joj, kako lepo, mladi se bodo učili od starejših, ker pač doma ne morejo, ker so starši pač ves čas nekje zaposleni, stari starši pa Bog ve, kje so, ne. Zdaj bodo pa lepo delali s starejšimi v domovih za stare, ne. In vsi bodo srečni. Čakajte malo, to je noro, to ne vodi nikamor. Zdaj, kaj je tisto, kar manjka v vsej tej zgodbi, ne? V vsej tej zgodbi manjkajo res pomembne stvari, ne? Najprej manjka solidarnost, torej skupnost. Biti skupaj, narediti nekaj skupaj. Manjka princip enakosti. Biti enak med različnimi, biti spoštovan. Potem manjka, kaj še manjka, vse ustvarjalnost, seveda, ker ni nobene ustvarjalnosti, ničesar, ne. In manjka zabava,
Torej tisto, kar je za človeka pravzaprav najpomembnejši in seveda tudi najpomembnejši način, s katerim ostajamo ljudje. To pomeni, da se zabavamo, da smo v prostem času skupaj in se imamo fajn. Zdaj, ko smo mi delali raziskavo leta 2011-2012 samoniklih prizorišč, ki pač nastane od spodaj navzgor, ne bom šel v definicije, smo obdelali vrednote teh samoniklih prizorišč, tu sem se jih nekaj zapisal na pamet, poleg teh skupnosti, solidarnosti, enakosti in tako naprej, sta bili dve vrednote, ki sta me kar precej takrat, moram reči, da takrat nekoliko presenetili. Eno sem pričakoval, drugo pa ne. Bom jo skupaj povedal. Eno uporništvo, biti upornik, ta je precej normalna, zaradi tega, ker sem povedal, enkrat ugotoviš, da ti lažejo, se pač upreš tej laži, v kateri živiš. Ampak ta druga vrednota me je pa presenetila, to je bil antifašizem. Ta vrednota pred 13 leti še ni imela takšnega velikega pomena, kot ga ima danes. In ta moram reči, da me je takrat presenetila, kaj bomo antifašisti, se to je že mimo, kje pa. In poleg tega moramo dati še eno stvar noter, to je utopistika, predstava boljšega sveta od tega, v katerem živimo. Da ti ne moreš priti tako, da boš malo modroval pa razmišljal. Do tega lahko prideš samo, če si v stalnem dialogu z drugimi ljudmi. Ne govorim samo o tem, da kaj prebereš, pa o tem govoriš, ampak čisto preprosto, da z ljudmi razmišljaš, se ne moreš sam razmišljati. Kdo je pa dovolj pameten, da bi znal sam razmišljati. No in ta biti skupaj lahko pa udejanimo samo v nekem prostoru in potrebujemo prostor. In to je pa zdaj največji problem, največja travma za vsako generacijo mladih. Večina prostorov je zasedenih, zasedajo jih ljudje, ki smo pač malo starejši, in smo bili malo prej na svetu, ko smo zasedli določene prostore, pa ne da bi hoteli seveda imeti popoln monopol nad tem, ampak to je dejstvo. Zasedajo jih pa seveda tisti, ki imajo denar, pa jih lahko plačajo in jih monopolistično seveda držijo v svojih rokah. Ne govorim samo o teh stanovanjih, ki so sploh največji problem, ampak govorim o teh javnih prostorih, ki so že zasedeni, ki so že v lasti nekoga ali pa v upravljanju nekoga, in jih nikakor ne bodo dali v namen, da bo skupnost nekaj v njih gradila. Predvsem pa tisto, kar mogoče s čimer bom končal, se opravičujem, koliko sem dolg. Tisto, kar je najpomembnejše, pa seveda avtonomija oziroma samostojno delovanje. Torej, da se vrnem nazaj k tisti razliki med prostori za mlade in prostori mladih. Prostori mladih so tisti prostori, v katerih mladi delujejo sami in ne potrebujejo nikogar, ki bodo v njihovem imenu zadeve vodili, medtem ko prostori za mlade so ravno obratne, ker so mladi subjekt nekega delovanja, zdaj v tem podložniškem smislu subjekt, to pomeni podrejeni volji nekoga drugega in nimajo nobene samostojnosti. Ta samostojnost je srž, je bistvo samoniklosti, lahko rečemo avtonomija, lahko rečemo samostojnost, celo tisti grozljiv izraz, ki se ga pač normalni ljudje izogibamo, samobitnost, sodi v tale okvir. Torej narediti nekaj sam, poskrbeti sam zase oziroma ne samo sam zase, ampak skupaj z drugimi zgraditi neko skupnost, ki bo v svojem bistvu drugačna. Zelo sem vesel, da sem lahko te besede povedal prav v prostoru, tudi če oddaleč, v prostoru Placa, ki je živ dokaz tega, da je to celo tudi danes še mogoče. Hvala. Jaz bi kar nadaljevala, pa bi kar tebe pozvala, Maša. Jaz bi tudi v bistvu si za izhodišče vzela eno zadevo, ki je profesor Muršič omenil, in sicer to vprašanje upravljanja mesta. Zdaj res, kakor je že bilo izpostavljeno, si v bistvu lokalne oblasti na nek način prisvajajo mesto. In na kak način ga upravljajo, je predvsem v bistvu, da omogočajo oziroma pomagajo nadaljnje izkoriščanje skupne družbeno ustvarjene in zgodovinsko ustvarjene vrednosti. In tukaj recimo je zanimivo, da pač, mislim, da v enem od svojih člankov David Harvey opozarja, da pač v resnici je javna uprava bila zastavljena na način, da bo nekako administrativno pa koordinacijsko podpirala mesto, ki pa mora v resnici biti v upravljanju
občanov, upravljanju društev, različnih družbenih skupin, ki pač so konstantno v dialogu in v tem nekem družbenem boju tudi za prostor in za javni prostor, ki zdaj vidimo, da ima v resnici tudi tisto, kar še ostaja od javnega prostora, se mi zdi, da pač je izredno slabo upravljano. In tukaj se tudi mi poraja vprašanje, na kak način, se borimo za javni prostor, se borimo proti krčenju javnih prostorov, ampak a je dovolj, da se borimo za to, ali pač moramo začeti si zamišljati, na kak način v bistvu spet res demokratizirati ta javni prostor, ki je pač trenutno res narejen na način, pač, da bo čim več koristi prinesel nekim zasebnikom, da bo z dogodki generiral nadaljne profite, da bo pač čim več teras spravljenih gor in kavarn in tako dalje. In to, na kak način v bistvu se upravlja z mestom, narekuje tudi to, kdo lahko v njem živi. To, da pač se na tak način trži prostor, pač pomeni, da se na tak način promovira tudi trženje stanovanjskega prostora, da pač se vse v bistvu mestne politike nekako usmerjajo v to, ja, pač zgolj neko povečevanje vrednosti, ampak v resnici povečevanje vrednosti nekim zasebnikom. In tukaj je ključna ta povezava v bistvu med stanovanji in javnim prostorom, ker pač vsi vemo, da v resnici predpogoj za to, da lahko sploh sodelujemo v javnem prostoru, da se lahko politično udejstvujemo in tako dalje, je pač to, da imamo primeren prostor za bivanje. In tukaj potem pogosto recimo naletimo na to tudi strani recimo nekih odločevalcev, pa to, ja, pač ljudje se morajo zbuniti, ljudje se morajo zbuniti za stanovanja, nekoč, recimo tudi, ko se omenja Dunaj, ki se ga sploh zadnje čase tako rad omenja, pač, ja, oni so se takrat uprli, pač je bilo, ne vem, močen odpor, organizacija, bla, bla, bla. In skoraj krivijo, pač zakaj pa pač tega ne naredimo, pa prisilimo oblasti, da pač, ne vem, se nekaj spremeni v tej smeri, ampak hkrati pa se zdi, da pozabljajo na to, da pač so nas 30 let učili, da pač je stanovanje tvoja lastna odgovornost, da je odgovornost tvoje družine in da pač tukaj to ni naloga države ali pa kogarkoli drugega, da bo to organiziral, čeprav pač vemo, da je stanovanjsko vprašanje bistveno preveč kompleksno, da bi ga lahko na kakršenkoli način predali v bistvu pač posamezniku ali pa njegovi družini, tudi če potem se to recimo, da materializira v nekih vedno novih prizidkih in razdelitvah velikih družinskih hiš, ker pač druge rešitve trenutno zgleda, da ni. In tukaj, ja, mislim, da je zelo pomembno, da ne pozabimo na to tudi ideološko komponento produkcije stanovanj ali pa pač produkcije prostora, to na kak način pač je organizirana stanovanjska preskrba, na kak način razmišljamo o njej. A je to recimo del nekega družbenega konsenza, da pač bomo vsi vlagali v to, zato da pač bomo vsi imeli primerno stanovanje, ali je to pač, ja, ne vsak poskrbi zase, pa neprofitne najemnine pač ne plačujejo tisti najemniki, kakor lahko, ostalo bomo pa subvencionirali, pa s tem še povišvali cene na trgu. In tukaj mislim, da je, ja, ta res trenutek privatizacije imel pač ključno vlogo v tem, da se je pač ta odgovornost prenesla na posameznika in da smo pozabili na to, da pač moramo se organizirati, skupaj zahtevati in tako dalje. Hkrati pa so nam vzeli te prostore, kjer bi znali v bistvu sploh take stvari misliti, pač v veliki meri. In torej se mi zdi, ja, da je ključno, da si v bistvu zopet pač prisvajamo prostore, kot je res izjemno to, kar pač ste v Placu dosegli, in hkrati probamo graditi neke nove vzorce, no, kako, ali pa nove stare vzorce, kako pač ustvarjati prostor, kako ga upravljati, ki bodo zopet sploh
lahko vzpostavlja ali pa usposoblja neko funkcijo javnega prostora, ki se je izgubila, torej neko pač soočenje mnenj, neko možnost nekega organiziranja, srečevanja z raznolikimi posamezniki, z raznolikih ozadij, ki pač v resnici sploh ne vem, kje sploh še lahko to počnemo, razen recimo v placu. Tako da mogoče tukaj, ja, zato mi recimo tudi stanovanjske zadruge pač zelo promoviramo kot neko obliko, ki se proba res zoperstavljati trenutnemu ideološkemu okvirju, že samo v tem, da pač v resnici zmoremo nekaj skupaj narediti. In to delati skupaj stvari se mi zdi, da pač je nekaj, kar se moramo v bistvu spet priučiti, in kjer pa hkrati se mi zdi, da pač brez takih prostorov pač ne vidim nekega dobrega upanja za prihodnost. In zato pač tudi take prostore res vidimo kot neko infrastrukturo solidarnosti, kot neko infrastrukturo upanja. Hvala. Ja, kar izvoli. Ok, jaz imam pa moj prispevek v pisni obliki, imam še napisan, kak mi je ime, da slučajno mi živčki ne poberejo še tega podatka. Tako da, lep pozdrav vsem skupaj, sem Lara in sem tu v imenu Liste demokratičnega študentstva. Sem prvi letnik politologije Špit, torej študije politike in države. In sem nova, kar se govorov tiče, tako da prosim. Ko sem se prijazno ponudila, da s pomočjo ostalih tovarišev iz LDŠ pripravim tale prispevek, sem pomislila na prvi obisk placa, kar pa me je spomnilo na gimnazijska leta in spodbudilo k razmisleku v moji izkušnji o samoorganizirani in avtonomnih prostorih, do sedaj. Na gimnaziji Celje Center smo bili dijaki in dijaška skupnost zelo aktivni. To aktivnost bi lahko primerjali tudi s pridnostjo in predanostjo vrlih kolegov naše študentske liste. Imeli smo nekaj, v čemer večina študentov danes ne more uživati, lasten prostor. Ta prostor se je imenoval dijaški kabinet. Čeprav gre le za manjšo sobico z električnim kuhalnikom, aparatom za kavo, kavčem, računalnikom in klavirjem, nam je ta sobica vsekakor pomenila ogromno. Prostor, kamor profesori niso imeli vstopa, je predstavljal zatočišče in oddih med prostimi urami in tudi po končanem pouku. Dijaki smo tam našli mir, prostor za spanje, prijazen ali mrk pogled sošolca, ki je ravno želel uživati v samoti. Kljub dokaj pozitivni izkušnji pri vstopu skozi vrata Fakultete za družbene vede, nikoli nisem našla ravno te male sobice, ki bi mi ponudila zatočišče med predavanji. Težavo sem nekako premostila z vključevanjem v razne projekte, kjer bi spoznala ljudi, ki bi mi morda lahko pokazali to eno majhno sobico. Če tudi imamo študenti na voljo prostor, kot je plac, pa večino svojega časa preživimo na faksu. Ko prideš študirati v Ljubljano, je fakulteta in vse, kar se dogaja znotraj nje, pogosto tisto, kar na samem začetku najbolj oblikuje tvoje odnose s kolegi in način razmišljanja. Pa vendar so edini prostori, ki jih imamo študenti na faksu in njegovem območju, na voljo za razvijanje misli in prijateljstev, večinoma komercialni lokali. Tam se ne moremo zadrževati, ne da bi kaj naročili in za to plačali, kar pomeni, da so študenti, ki so v slabšem ekonomskem položaju, deprivilegirani pri vzpostavljanju novih poznanstev in grajenju svoje študentske izkušnje. Poleg tega pa nam takšni prostori ne omogočajo, da bi študentje sami organizirali oglede filmov, diskusije, bralne seminarje in sploh kakršnekoli aktivnosti, ki niso dobičkonosne. Ko smo študenti na Fakulteti za družbene vede začeli z vzpostavljanjem prostora, ki bi ga ustanovili in uporabljali mi sami, smo kmalu videli, kako zamudna so pogajanja z vodstvom fakultete in kako počasni so postopki. Kljub našim pobudam in argumentom, da so takšni prostori bistvenega pomena za ustvarjanje študentske skupnosti, kjer lahko vsak uresničuje lastne ideje, sledi idejam drugih in prispeva k celotni skupni izkušnji in grajenju akademske skupnosti nasploh, kljub vsem tem pobudam študentskega prostora še vedno nimamo. V zadnjem letu smo bili sicer priča o vzpostavitvi kar 2 novih samoorganiziranih prostorov, K17 in Zavetišče, vseeno pa so takšni študentski prostori redkost in so rezultat boja naših kolegic in kolegov iz drugih fakultet. Razlog je v tem, da se univerza kot taka ne posveča grajenju študentske in akademske skupnosti, temveč se prilagaja logiki trga. Govorimo o tem, da se je univerza začela vedno bolj obnašati kot podjetje. Dodiplomski študij se je skrajšal na 3 leta, kar naj bi pripomoglo hitrejšemu vključevanju na trg delovne sile. Študenti smo prisiljeni v konstantno pisanje kvazi esejev, kar ne omogoča
poglobljenega študija in razvijanja kritične misli. Profesorji pa so pogosto preobremenjeni in se študentom ne morejo posvetiti na individualni ravni. Še posebej je k temu prispevala bolonjska reforma, ki jo s pravnim okvirjem legitimira ki je s pravnim okvirjem legitimirala učne načrte in programe, ki so narejeni, da se prilagajajo potrebam kapitalistične ekonomije. Zato ni nikakršno naključje, da univerze, prostore, ki so lahko bili skupni in namenjeni študentskim interesom, oddajajo privatnim lokalom slabo kavo in pa predragim pivom. Ampak ne samo to, trpi tudi kritična misel, takšna, ki je lahko dejansko kritična do uveljavljenih družbenih in političnih sistemov, ki nam pomaga razumeti alternative, ki omogoča preizpraševanje znanja, podanega v predavalnicah in s tem ne nazadnje tudi prispeva k avtonomni refleksiji študentov. Prav zato so samoorganizirali študentski prostori tako zelo pomembni, saj so namenjeni prav takšni kritični misli, aktivni participaciji študentov, ki skozi samoorganiziranje ustvarjajo lastno skupnost. Zavzemanje za obstoj skupnih prostorov lahko tako ostaja relevantno in še vedno predstavlja eno izmed osrednjih točk kreiranja študentske skupnosti, ki je trenutno predvsem razdrobljena. Zaradi tega in tudi zaradi vse splošne razprodaje vsega skupnega in poblagovljanja javnih površin je ključno, da nastopimo v boju proti interesom kapitala. Dovolj je časov študentske fragmentiranosti in neskončne tekmovalnosti v izobraževalnih procesih. Združena skupnost je edina, ki lahko poskusi spreminjati sistem. Ker nam institucije želijo onemogočiti ustvarjanje skupnih prostorov, ker nam poskušajo onemogočiti samoorganiziranje in nam poskušajo odvzemati avtonomnost, postaja očitno, da se bomo morali za skupnost boriti. Sistem, ki naše organiziranje poskuša nadzirati z nasiljem, fizičnim ali ekonomskim, sam kliče po tem, da se odzovemo, v kakršnikoli obliki je potrebno. Zato v listi demokratičnega študentstva podpiramo zasedbe. Podpiramo skvote in prav zato moramo še naprej pritiskati na univerzo, da nam omogoči prostore, kjer se lahko študenti organiziramo onkraj nje. Hvala. Torej, Zveza študentskih klubov Slovenije, da še malo z našega vidika povemo. Tudi mi načeloma kritično gledamo na te stvari, ampak bi začela malo z drugačno noto in bi tudi naslovila, kaj so povedali in profesor in Maša in Lara, če sem si prav zapomnila. Prva stvar, ko bi izpostavila, verjetno tudi veste, da študentski klubi nismo v lasti nekih lokalnih oblasti, ampak jih vodimo mi študenti, ki lahko mladim zagotovimo ravno to, o čem ste govorili. Mogoče malo teže neki prostor bivanja, ampak to, kar sta naslovila, recimo ti placi in pa te manjše sobice, ki si jo pogrešala, ravno to na študentski klubi omogočamo. Pač mi študenti, tudi v prostovoljstvu smo se pogovarjali, lahko to zagotovimo in tudi mogoče, kaj je prednost tega ali pa mogoče slabost v tem smislu, da to omogočamo na malo manjših lokalnih območjih. Zdaj lahko naštejem vseh 60 klubov, ampak verjetno brez vize, da vse male kraje naštevam. Ne zagotavljamo sicer tega v večjih študijskih središčih, kar si mogoče ti pogrešala. Zdaj ne vem recimo, z katerega kraja prihajaš, če ni skrivnost. Iz Celja, pač Šmartno v Rožni dolini, ruralna vas. Ok, no v glavnem, pač načeloma so vse upravne enote tudi pokrite, razen Domžale, ful se trudimo, ampak je to tudi ena stvar, ko pač me žalosti, veš, da še ni take prepoznavnosti mogoče in je predvsem dobro, da na tem delamo, ker vem za ful študentskih klubov, ko ne vem, v Novem mestu imajo lokal Patriota, v Slovenskih Konjicah imajo Patriota, pač ful je nekih tudi, ker sodelujemo tudi z mladinskimi centri in vseeno lahko omogočimo s tem, da načeloma nas ne vodijo občine upravne enote, da po svoje upravljamo s temi financami, ki so nam zagotovljene. Se ful dela na tem, je pa res, da še je ful možnosti tudi za napredek. In vem, da recimo, ne vem, je kar nekaj klubov, ki omogočajo recimo dijakom, da vedno med glavnimi odmori se prostor odpre, lahko pridejo not, imajo pač, ne vem, tisti, ki so v dijaški sekciji ključe, se tam družijo, imajo tam malco, da se jim zagotovijo te prostori. Ful se dela na to, sem pa vesela, ko slišim te stvari, da vem, kje še se pač lahko stvari popravijo tudi, ne. Tako da mogoče to, da pač res zagotovimo, pa ne samo prostori za druženje, ker smo se pogovarjali o ful o druženjih, da se lahko nekje to ustvarja, ampak tudi predvsem za neke dogodke, da lahko to našo svobodno ustvarjanje, ki ga imamo itak mladi, pa ga ne moremo
je premalo prostorov, ki bi lahko dali to ven iz sebe, da to lahko naredimo na študentskih klubih in se trudimo delati na tem. In bomo ful veseli tudi pri vsaki pomoči, pri prepoznavnosti in pri idejah, da se razni dogodki naredijo tudi to, da pač potem res ne rabiš iti nek lokal in dati 3 evre za pivo, 1,5 evra za slabo kavo, ampak bi to spostavilo lahko tudi na študentskih klubih, ampak spet to so na manjših lokalnih območjih, ne. Drugače pa, kar pa se tiče teh lokalnih skupnosti, o katerih smo se pogovarjali, o teh oblasteh, ki vse to naslavljajo, tudi mi delamo na tem. Ne bom zdaj vseh lokalnih oblasti dala v nič, ker vem, da marsikateri študentski klub dobro sodeluje z svojo lokalno oblastjo. Jaz sem iz Lenarta v Slovenskih Goricah, imamo svoj študentski klub in imamo super odnose z vsemi 6 občinami, ki jih pokrivamo. Vem pa, da marsikateri študentski klub kar trpi zaradi tega, ker niso slišani strani župana in se trudimo delati na to ravno, da bi pač videli to neko dodatno noto, ki jo lahko mi prinesemo in pokazati tudi, ja, se rabimo sprostitev, ko smo se pogovarjali, je tudi profesor Muršič naslovil, si tudi ti Maša naslovila, rabimo to, rabimo zabavo, rabimo druženje, ampak hkrati pa lahko ponudimo tudi, se bom spet na profesora naslovila, nekaj, kar mladi potrebujemo, da lahko kvalitetnejše živimo, pa tega mogoče v formalnem izobraževanju ne dobimo. In pač se trudimo delati tudi na tem, izobražujemo ljudi, mi jih imenujemo trenerji, ki lahko imajo razne neformalna izobraževanja, da mlade za to sposobimo. Zdaj se nisem tako pripravila, tako da mogoče sem kaj pozabila, kaj sem hotela povedati, bom še se potem provala dopolniti debati, ko se kaj spomnim. Ampak mislim, da je to bolj kot ne to zaenkrat. Lahko probam navezati. Mogoče bom probal še navezati na to, kar je bilo rečeno. Dober večer, me veseli, da smo vsi tukaj skupaj zbrani. Sicer jaz se ne bi strinjal, da bi rabili več časa za druženje, sprostitev. Meni se zdi to v bistvu totalno nepotrebno in mislim, brez zveze. Zakaj ne bi moglo biti na primer učenje, nek študij, zakaj to ni gledano kot neko druženje, ne? Mislim, zakaj so to neki dve strani, ok, zdaj se bomo pa učili skupaj, bomo nekaj naredili, kar moramo, pa se bomo pa sprostili od tega. To mi je malo tako čudno. Ja, mislim, ne vem, jaz nisem sicer tako razmejitveno dojela, no, iz vsega. Se mi zdi, da je bil tudi uvod, da se družimo, ustvarjamo, karkoli pač počnemo, tudi intimna, ne. Neki intimni prostori so pomembni, da lahko samo prideš sem in si skupaj. Bi se jaz kar odzval na to, ker je zmanjka tisti konec, ne vem, zakaj se cenzuriraš, pač reče, da ti grejo na jetra moje besede po koncu. Zdaj, jaz sem govoril o biti skupaj, ne kar o čemerkoli. Zabavo sem pa omenjal preprosto zaradi tega, ker je v mladinskih dokumentih ni. Če verjamete ali ne, v dokumentih, ki opredeljujejo delovanje mladinskega polja, tako v nacionalnih kot v evropskih, ne druženja, ne zabave, ne samostojnih dejavnosti ni. V tem kontekstu sem govoril o tem, ne. Ko govorimo o tem, kako biti skupaj, ne, jaz se pravzaprav s tabo strinjam, ne, da vse te oblike, ki jih lahko najdemo, jaz upam, da je za katerega študenta študij zabava, ne, in da je za bralce zelo resne in zahtevne literature to tudi velika zabava. Srčno upam, da je tako, ne, da ne bo glede tega kakšnega nesporazuma, ampak ljudje smo različni, ljudje imamo zelo različne potrebe in če si mislil, da sem imel v mislih takšne zabave, kot so te masovke, ki jih vidiš na majskih dnevih, se globoko motiš. Jasno, da imamo zelo, zelo različne preference, še posebej tiste, ki so povezane z glasbo. Prej o glasbi nisem posebej govoril, zato ker je nekako samoumevno, da eden od glavnih
nesporazumov, ki jih imamo sploh v tem mladinskem polju trenutno, je ta, da ko govorimo o mladinskem klubu ali pa mladinskem centru, v opredelitvi te zadeve na ravni Urada za mladino oziroma zakonodaje ni omenjena potreba potem, da bi imeli kakršenkoli prireditveni prostor. Dovolj je pisarna, v kateri lahko upravljaš dela, kar je zame absolutno nesprejemljivo. Ko smo pri glasbi, da mogoče še grem nazaj k Škisu, mi smo bili v 90-ih letih, to je bilo obdobje kmalu potem, ko sem sam končal s svojim študentskim življenjem oziroma sem prestopil na podiplomsko raven, v času nastanka samega Škisa in pa sprejetja zakona o študentskih skupnostih. Upali smo, da bo seveda ta podpiral nekomercialne, alternativne in tako naprej radikalne umetniške glasbene prakse, še posebej na območju zunaj Ljubljane, ker Ljubljana je bila takrat s tem dovolj dobro pokrita. In v 2-3 letih so mladci zavohali denar in je bilo te zgodbe konec, bolj ali manj. Tako da jaz pravzaprav se strinjam s tabo, da mi gre na jetra govorjenje o zabavi v tem smislu. Bi kdo kaj dodal? Mikrofon je tukaj pa. Mogoče damo to vprašanje, pa se pol skozi diskusijo pol... Ti si še mislila zdaj povedati? Ne, sem hotela odgovoriti, da ja, tudi jaz, ko sem govorila o zabavi, ne govorim o masovkah. Verjamem, da vsak klub sicer naredi kako zabavo zaradi tega, ker pač prepozna, da je to študentom tudi pomembno v njihovem območju, ampak govorim o neformalnih izobraževanjih, o socialnih projektih, o kulturnih dogodkih, o športnih dogodkih, o vseh teh stvareh, ki jih mogoče pogrešajo znotraj študija. In tudi s tabo se strinjam, tudi meni je dostikrat študij bil zabava, ker pač, ne vem, če tudi smo od jutra do večera sošolci se učili, vseeno sem se odločila za ta študij, je mi fajn, študiram drugače matematiko, nisem v teh vodah. Ampak sem še samo hotela nasloviti tudi to, da ja, marsikje se pozna ta pohlep po denarju, ampak sem zdaj v tesnem stiku z vsemi temi študentskimi klubi in kaj sem najbolj ponosna to, da delamo prostovoljno, ker delamo vsi aktivisti študentskih klubov in se mi zdi, da se trudimo zastopati to in trudimo ponuditi ta izobraževalni del zabave, da pač res se ne gre samo za to komercialistično zabavo in kapitalistično. Ja, ok. Torej, materijala za debato je že veliko, tako da bi jaz malo pohitela, pa bomo pol to vse razpredali. Mogoče še malo materijala za debato. No? Ko smo mi se odločili za to temo, smo v bistvu presenečeno ugotovili, da se je s tem ukvarjala tudi država, vlada, kakorkoli. In so izdali zbornik Prostori za mlade, mislim, da 1 leto nazaj. In notri je kar nekaj zanimivih ugotovitev, tako da kako pač pa vidijo nas odločevalci ali kakorkoli jim rečemo. To je mogoče za debato, nek dodatni material. Torej Igor Papič, takratni minister za šolstvo, trenutni za visoko šolstvo, recimo je predvidel, da je nujno urejati javne prostore za mlade, da je skrb za prostor za mlade, da je to del skrbi za našo prihodnost. In hkrati na naslednji strani potem v bistvu obsodil neke skvote oziroma pač po njegovo torej vse zasilne ali nasilne vselitve niso rešitev problema. Tako, da potem je zanimivo, no, ker pač na isti strani pa je prišel do te ugotovitve, da je pa treba ukrepiti politično participacijo, avtonomijo mladih in torej, ja, zagotoviti namenske prostore, tako da kar veliko je bilo govora o neki avtonomiji, ki pa se je po mojem končala znotraj institucije. Torej, bodite avtonomni, ampak avtonomni tako, da greste na volitve in tukaj je meja vaše avtonomnosti. No in danes se pa nahajamo v placu, ki je zdaj odprt že več kot pol leta, že proti 1 letu, no.
In je ravno ta bistvena značilnost samoniklih prostorov, takšnih in drugačnih, da se širijo navzven v javni prostor. V bistvu vsem tem, kar smo do zdaj govorili, kar je Maša govorila, Lara in tako naprej. In tudi plac je omogočil zelo veliko nekega dogajanja, torej ne samo nasilne vselitve, kot pač to očitno vidi minister, ampak recimo to, da se lahko marsikaj dogaja, neke manjše iniciative, ki mogoče nimajo financ na eni strani, da bi najemale prostor, ali na drugi, da bi pač šle na fakulteto, kjer imaš ponovno ovire, pravila dogovarjanja, lahko zdaj tukaj izvajajo dogodke, konec koncev imamo tudi mi rojstni dan tukaj v glavnem in tudi v tem času, odkar je plac odprt, se je že to razširil javni prostor, ker je v bistvu zelo veliko enega dogajanja, ne, vsak teden. In je že zelo veliko nekih iniciativ prišlo in imelo tukaj svoj program. Tako da zdaj v bistvu mene zanima, če bi ti, mogoče pa potem vsi ostali tudi seveda, povedal o tej izkušnji, kakšna je pač izkušnja biti del tega prostora, biti ne samo obiskovalec, uporabnik, ampak pač soustvarjalec, kako to poteka, ne? Ker zdaj pač na eni strani imamo torej neke institucije, javne prostore, javne zavode, ki imajo zelo jasno hierarhijo, zelo jasne pozicije, hkrati so zelo profesionalizirani, delujejo v dobrih razmerah, relativno, no, mislim, precej boljših kot neke nevladne organizacije ali pa sploh samonikli prostori, ampak so pa hkrati verjetno bolj oddaljeni od svojih uporabnikov, obiskovalcev, kogarkoli, ker pač niso del te ogromne vodstvene strukture, ki je zelo strukturirana, profesionalizirana. Tako. Ja, prvo bi povedal to, kar je prej ostalo, kar je reklo ministrstvo, nasilna, mislim, zasedba nikoli ne mora biti nasilna, lahko je pa evikcija nasilna, oziroma lahko je samo evikcija nasilna. Zasedba pa mislim, ne mora biti nasilna. Ne? Se pravi, nisem čisto razumel v bistvu vprašanja, ampak mislim, lahko začnem nekaj govoriti in upam, da bom pač zadev to. Sprav, ja, kaj je moja izkušnja? Ne? Ja, nekaj izkušnja, ne? Kako to deluje, kako poteka, kaj pač pomeni v tej smeri. Zdaj, ne vem, zdaj svojo osebno zgodbo povem? Mislim, mogoče tudi prej so se pogovarjali o teh hierarhijah, pa o delitvah dela znotraj prostorov, organizacij. Ne, tukaj pač se teži k temu, da ne bi bilo zelo nujno hierarhično, pa nekdo je vodja in pač ta sklicuje sestanke. Ne, ampak je skupščina odprta, lahko v bistvu pride kdorkoli. Ampak vsem po drugi strani, kako pa pač to funkcionira, ne? Ja, v bistvu si predstavljamo neko državo, nek državni aparat, ki ima pred svoje hierarhije in vse to, in pol avtonomni prostori, ki pač zavračajo hierarhijo in se ne formalizirajo. Je pa bolj zmeraj vprašanje, mislim, sprav nikoli se mi zdi, da ne moreš gledati na nek ideal brez hierarhičnosti, ampak so v bistvu neko smer, kam hočeš iti. Ne. Institucije živijo od tega, da so vzpostavljene hierarhije, rabijo, da funkcionirajo in v bistvu hoče poglabljati te hierarhije. In v avtonomnih prostorih ne bom mogel reči, da ni hierarhij, ampak je samo tisto zavedanje, da so hierarhije slabe in se proti njimi borimo. Ne? Ker velikokrat se vzpostavljajo iste hierarhije na nek podzavesten, nezapisan način. Ne? To so samo v bistvu neformalne hierarhije,
proti katerim se pa borimo, ne. Ja, mislim, da je Plac ful dober primer tega, ne, tudi nekega tega eksperimenta, čist popolne demokratičnosti na nek način, ampak še več kot demokratičnosti iskanja konsenza in je ful zanimivo, to se mi zdi res videti v praksi in se mi zdi pomembno to vseeno reflektirati, ne, kako vseeno posamezniki tudi v ta prostor, tudi če smo noter enako obravnavani, pač vstopamo iz ful različnih pozicij in prihajamo noter z ful različnim družbenim, socialnim kapitalom, različnimi znanji, različnimi izkušnjami in nasplošno v vsakem prostoru, ki pač se trudi biti nehierarhičen in vsaki pač organizaciji, to prihaja do izraza vseeno. In se mi zdi, da posledica tega so včasih potem ustvarjanje nekih hierarhij, ki se pač zgodi kot organsko, ampak ravno to se mi zdi, kar je tudi pač pomembno tukaj v Placu, kot jaz razumem, pač je, da v bistvu vzpostavljamo strukture in gledamo na to, da vedno znova reflektiramo te zadeve in da vedno znova ustvarjamo pogoje, pač, da se spremenijo in da se zgodijo pač te shifti in da lahko kdorkoli pač, se vzpostavi v kakršnikoli vlogi, hkrati pa da nihče nikor na nek način ne prevlada. In tukaj se mi zdi, da je tudi ful pomembno res srečevanje ravno teh različnih ljudi, različnih mnenj, različnih pogledov in da je to tisto, kar pač res nas uči delovanja v družbi, kot naj bi bilo, ne? Da pač se postaviš v pozicijo, ki moraš, ne vem, argumentirati svoje stališče, pa razmišljati ne samo, kaj je zate najboljš, ampak kaj je za skupnost najboljš, pa sprejeti kakšne stvari, tudi če se ti zdijo butaste, pa neumne, pač, ker pač je konsens, pač se išče okrog pač čim večjega razumevanja in probati res to, kar se mi zdi, da drugačni imamo, probati razumeti tudi izhodišča, iz katerih izhajajo drugi. In to se mi zdi pač en potencial, ki ga drugi prostori nimajo in ga ne morejo uresničevati. In zato se mi zdi taka pač velika vrednost Placa, ker vseeno pri klubih lahko ful dobro delate, pa ne dvomim, ampak vseeno se mi zdi, da ne moramo enačiti študentske klube z avtonomnimi prostori, kot je Plac, zaradi tega, ker pač so vedno neki pogoji, ki jih morate tudi vi izpolnjevati in tudi vedno se vam lahko zgodi, da pač občina reče, ja, zdaj pa ne več, ali pa neki. Pardon, sorry. Imate svoje? Bravo. Tako da ja, kako pa, ok, to moram pa razumeti boljš. Ampak ja, ful se mi zdi pomembna potem ta res neorganiziranost, organizirana neorganiziranost, ki se lahko pač tukaj vzpostavlja. Ne, jaz bi se samo, ker jaz se bom mogla kar hitro opravičiti, ker še moram en dogodek dalje. Ampak ja, mislim, moram sicer priznati, da s Placom prej nisem bila seznanjena, ampak zdaj, ko poslušam o tem, bi znala, res je, ni enako, tudi financiranje in vse, pač je mogoče debata za enkrat 1 na 1, to če te zanima lahko. Načeloma ne, nismo, večinoma kluboma tudi najem prostore in pač plačujejo sami za njih, ampak je sam bistvo, da mi študentom ceneje ponudimo stvari iz tega financiranja, ki ga dobimo. Ni pa nič odvisno od občine. Ampak samo kaj bi povedala, vsa ta konsens in vse, kaj lahko mladi naredimo, samo to bi, da bi zaključila, preden se poslovim, ker se mi zdi, da se mladi premalo zavedamo, koliko zares lahko imamo glasu in v koliko različnih organizacijah lahko nekaj dosežemo, če se res strukturirano lotimo stvari, pridemo z idejami, imamo nek načrt, kako to izpeljati, do koga moramo pristopiti in kaj moramo za to narediti. In je premalo nekih takih stvari, kot je to danes, in premalo sami delamo na prepoznavnosti. Verjamem, da se trudimo, ampak smo mogoče tudi, ne vem, zdaj v manjšini tisti, ampak res lahko marsikaj naredimo, ker je po mojem pač najmanjši problem, mislim, največji problem tega, da se ponavadi govori, kaj bi radi naredili,
se pa sami sebi se pa lažemo, da mogoče pač nismo mi tisti za to pristojni. Jaz mislim, da vseeno je, ne vem, od vseh teh predstavnikov, ko smo danes tu, pa recimo, ne vem, omenim MSS, ŠOS, pač to so mladinske organizacije, ki se vseeno trudijo in lahko marsikaj naredimo, ampak pač moraš priti zraven, dati ideje in pomagati organizaciji in na ta način lahko se mi zdi skupaj marsikaj dosežemo, je pa res, da je vedno prisoten konsens. In če se gre o politiki v državi, morajo konsenze sprejemati, če se to gre o nekem, ne vem, tako kot je pri nas najmanjši klub, ko ima 30 članov, recimo, tudi tam morajo konsenze sprejemati, tako verjetno morate tudi vi. Kompromise, ja, sorry. Pač, to pa se pač mora vse posod sprejemati, nikor pa ne more biti točno tako, kot si mi zadamo idejo in upamo, da se bo to doseglo. Ampak vseeno za zaključek, jaz mislim, da na Mladih svet stoji, pa se mi zdi, kaj pa nam je skupno vsem mladinskim organizacijam, pa je to, da konec koncev nam ni važno, kdo bo pobral te zasluge, kdo je kaj dosegel, ampak samo, da se za mlade neka sprememba zgodi, ne. Jaz se res opravičujem, jaz smo nit, ker še moram na en dogodek v Maribor leteti. Hvala, da si prišla. Jaz bi počasi se kar premaknila k debati. Tako, mogoče samo še eno vprašanje. Lahko prideš tudi sem, v bistvu, Matjaž. Je ravno prosto. Ker mi, da sem se pa pogovarjala, v bistvu, ne, Matjaž, torej mladinski delavec v zavodu BOP, torej nevladna organizacija na področju mladine. Zdaj pa ta vloga, mislim čistko, ne, zdaj, če je nek kolektiv, nek prostor, če ga večinoma sestavljajo mladi, sicer plac je medgeneracijski, ne, mislim, so pač različne starosti, ampak recimo, če pa imamo, ali pa imamo neko študentsko pobudo, kakorkoli, no, v glavnem mladi smo zelo heterogena skupina, zelo težko je pogosto voditi neko kontinuiteto. Če ne drugega se vidi tudi že v nekih študentskih mehnih društvih, koliko težko je, recimo, neke generacije so pač aktivne, druge niso, potem nekdo gre drugam, je aktiven drugi, v več iniciativah ponavadi, tisti, ki so aktivni. Hkrati, tako, in kako pa se zdaj, kaj pa mladinsko delo, no? Kje je temu mesto tukaj? Boš ti, ali lahko mogoče še enkrat poskusim začeti, pa zastavim nek bolj soliden stavek. Pa mogoče odgovoriš pa na to, kar slišiš. Se pravi, jaz ne vidim v šoli, v mladinskih centrih, v klubih, v bilo katerih institucijah, pa naj bodo mladinske, centralne, kaj se vem, ne vidim to, da mi nudijo v bistvu razumeti samega sebe in živeti življenje brez tega, da si ukalupljen v neke sistemske pričakovanja od tebe, kaj moraš dati in kaj se lahko dovoliš. In tukaj v bistvu nobena oblika sploh kjerkoli formalnega združenja mi ne da nekega zadovoljstva v smislu ustvarjanja prostora in razvijanja življenjske zgodbe. In zato sem tudi na placu. Zato ne hodim v šolo, zato ne delam nobene stvari, na katere se moraš prijaviti in take stvari. Ja, predvsem to, pa, da ko si mlad, še nisi, mislim, mladina še ni enostavno ukalupljena v te družbene vezi, ne, v katere v bistvu odrasteš. Ne. Odrasteš v družbene vezi in pričakovanja, ne, iz katerih se ne moraš pol več nazaj dati. Ne. In se mi zdi, da če obstajajo avtonomni prostori, kakor je to na placu, se ne da ne dorasteš, ampak se nikoli ne okalupiš v ta sistem. In to je po mojem najbolj pomembno. Zaradi tega bi moglo biti v Ljubljani 100 skvotov, zato bi mogla biti Ljubljana en cel skvot. Ja, lahko, nadaljujem. Ljubljana bi mogla biti en cel sam skvot. Mi ga poznamo narediti, ne da.
Ful sem bil nemiren ves čas, pozdravljen Rajko, ful si dober uvod dal, ampak vendar bom zdaj naredil eno ločnico med najlepšim poklicom na svetu, ki ga sreči opravljam jaz, in med službo, v katero moram hoditi, ki pa je kanček institucionalizirana, resnično povedano je institucija, ampak nekako se tolažim ali pa tolažimo tisti, ki tam delujemo v tem, da smo malo izven kalupa in da nagovarjamo malo širšo množico kot zgolj tiste, ki poslušajo starše in zaupajo zgolj tam, kjer pišejo institucionalne besede na vhodu. Namreč, če razmišljam iz pozicije poklica, iz pozicije tega, da sem malo prejle nekih 10 kilovatov elektrike priklopil, nafto smo pretakali, pa takšne stvari, absolutno tega ne bi smel v instituciji početi, ker je pa varnost, kjer so pa vsi pogoji izpolnjeni. Mi smo to kar tako malo ven vlekli, pa malo v vtičnice dajali. Ampak vse to varno, ker ljudje znamo poslušati en drugega, ker smo kdaj bili na kakem tečaju ali pa kaj opazovali, in zelo bistveno je pa, kako se zgodi ta prenos znanja oziroma kako se zgodi ta človeški spoj, kaj smo prej te vse besede, sodelovanje, uporabljali. Namreč, želim reči, mi imamo tudi v srednjih šolah, osnovnih šolah, univerzah izjemne učitelje. Ampak kaj, ko morajo oni stopiti za kateder in na koncu pritisniti tisto, 6 ali pa 10, in dobijo pozicijo avtoritete, na drugi strani je pa, zdaj pa moramo uporabiti to besedo, ker je bila samo enkrat izrečena, na drugi strani pa kapitalizem pričakuje vrhunske strokovnjake, ki so pa seveda pozicionirani tako, da so poslušali od Rajka predavanje, ker je eminenca na področju antropologije, poslušali predavanja in hodili v tiste šole, ki so dovolj eminentne, da dajo osnovo za ta odskok v nekaj velikega v življenje. Takih neposlušnih, pa pol smo pa mi malo skupaj, pa se mi imamo fajn. Ne, nočem, absolutno. To je velika vrednost, da si nekdo v mladosti drzne biti tako uporen in tako hoditi trdo življenje, ker če bi bil priden pa doma, bi verjetno bistveno več evrčkov bilo v žepu, pa bi tisto luxury life bil dosegljiv. Hočem naslikati to dvojnost tega življenja, ki se mu neprestano moramo prilagajati. In pol končno stopimo v prostor, ki pa lahko to zanika. In seveda, ker nam trenutno, po moji oceni, gled celo malček predober v tem placu, celo malo premalo zanikamo to. Celo malo premalo se uporniško, politično organiziramo in celo malo premalo smo do družbe oziroma do tistega izkoriščevalskega dela družbe napadalni, in nas zato kar malo pustijo pri miru, kar pa mogoče ni najboljša pozicija, ampak sej, lahko se že danes zvečer nekaj drugače zgodi, pa bomo skočili, pa bomo spet napeli mišice, pa bomo kaj velikega naredili tudi sicer. Tako da, to je ta moj začetek, ki želi biti v smeri, tudi jaz ne bi več te družbene pogodbe podpisal svojim rojstvom, vse je nepodpisana pogodba, vse to je list papirja, ki ga ni, ampak država ni za to, da bi nas izkoriščala, država je za to, da bi nam omogočala določene pogoje. In ko smo bili prej na nivoju lokalnih skupnosti, ki seveda ustanavljajo prostore za mlade, omogočajo mladinskim centrom delovanje, ampak ljudje moji, to je njihova osnovna dolžnost. To je ta temeljna listina, ki piše, da ona mora civilni družbi zagotavljati prostore za svoje udejanjanje. To ni nekaj, kar bi bil Župankovič dober, ker nam pač to da. To je osnova, od katere sploh oni so to, kar so, lokalna skupnost. Tako da, o različnih stvareh govorimo, na različnih načinih premišljamo, različne realnosti živimo, ampak seveda tudi za mlade, ki ne želijo iti po tej premočrtni poti uspeha,
morajo biti prostori, kjer se lahko udejanijo in morajo biti prostori, kjer lahko dosežejo praktično isto družbeno kvalifikacijo, kot nekdo z maturo, diplomo, magisterijem ali pa čemerkoli v življenju je dosegel. Hvala. Hvala. Jaz bi vas vse z veseljem še poslušala, ampak bi zdaj kar odprla tribuno, tako da predlagam, da se kar začnemo. No. Lahko pa jaz malo podajam tale mikrofon. Zdaj. Mogoče en tukaj ostane, pa gre drug naokrog. Aha. Še ena mini, ta čas, ko pride mikrofon, pripotuje do prvega vprašanja. To, kar je rektor rekel, ne, se zdi še kar absurdno, ne, ker oni ves čas privatizirajo prostore, hkrati pa pol, ko jih mi hočemo podružbljati, je pa to kriminal. Mislim, še kar protislovno, no, tako da pač to, da jemljemo prostore nazaj za pač dobro vseh v resnici, mislim, da absolutno, da je edino logično delovanje. Ja, to sebe poslušati je malo težko v življenju, ampak ja. Jaz bom začel mogoče z eno, vsi vemo, kaj je avtonomna tovarna Rog prinesla v teh 16 letih v mesto, ne samo v mesto, tudi po celi Sloveniji in tako po svetu, kakšne mreže je stlala. Bi začel, da tovarna je bila prazna, ne? In pač ni bila ničemer namen in se mi zdi, da to je edini smisel, da se pač mladi ali pa kdorkoli angažira, prevzame ta prostor. In če pogledam zgodbo o Rogu v teh 16 letih do evikcije, nasilne evikcije seveda, je gradila ta politični efekt v družbi, torej veliki odpor, če gledamo nevidni delavci sveta, izbrisani, vse slovenska ljudska ostaja, prekarnost, ki se je študentsko gibanje takrat uprlo, znotraj šova tudi, potem migranti, ki so bili na mejah in tako naprej, ne, do kolesarjev, ki pa je bila nek konec te zgodbe, seveda z nasilno evikcijo. Ampak če gledamo prazen prostor, ki je tam bil, če gledamo, kjer vse prostori so tam nastajali, kakšne pobude imajo mladi ali pa vse generacij, ki so tam živeli, od stanovanjske problematike, ki jo je poskušala reševati, nekaterim seveda niso bili to idealni pogoji. Po drugi strani pa političen efekt, ki ga je imela avtonomna tovarna Rog, ki je bila zelo pomembna za vse nas, saj za študentsko gibanje. Recimo, jaz si ne predstavljam tega aktivizma brez tega političnega efekta, ki ga pač neka mladina lahko sproducira. In jaz mislim, da to pogospodenje mesta, to, kar je tudi Rajko v svojih delih zelo veliko govoril, da ta odpor pravzaprav je eden najbolj pomemben za mlade in zato, da lahko producirajo ta odpor, rabijo seveda prostore. In ker to srečevanje v teh prostorih pravzaprav omogoča neke vrste, sigurno je samoniklo in je seveda tudi izvirno v svojih delovanjih in zato je tudi odporno, dela odpor proti klasični oziroma oblastnih strukturah, v katerih živimo. Ne. Mogoče v tem smislu lahko dam eno zgodbo, naprimer, kako se NGO-ji oziroma institucionalno ljudje lotijo, ko pride, ne vem, tisoče ljudi na mejo. Ne. Zdaj v avtonomnih prostorih, kjer so skupščine seveda samoorganizirane in tudi zelo veliko afinitetnih skupin se lahko znotraj tega zgradi, seveda meja ne ostane več meja, ampak pač se jo prodre z vsemi silami, ki je pač ta družba zmore. In tudi begunci, ki so takrat lahko prišli čez, seveda brez te samoorganizirane študentske scene po Ljubljani, vseeno ne bi bilo tako 2015 in to se mi zdi recimo zelo pomembno, kaj je en tak
odpor lahko zgradi. Ne. Vse slovenska ljudska ostaja, recimo, je tudi zmrežila ful enih ljudi, ki je izhajala iz študentskega gibanja tudi. Ne. Tako da jaz mislim, da recimo že na tej nasilni evikciji, ki se je zgodila v Rogu, je izraz tega, zakaj te gospodje ali pa minister mogoče ne razume mladih v tem smislu. Lik zato, ker bi rad upravljal z mladimi. Ne. Prej je bilo veliko rečeno, ko se javni prostor ni več javni, ampak ga upravljajo zdaj razne občine in strukture. Lih to je tisto, kar je največji problem. Ne. Z mladimi je treba upravljati, ker drugače je upor in vedno je upor. In zato se mi zdi recimo Plac danes, če ga gledamo po celem letu, malo manj kot celem letu, ugotovimo, da je pač produciral pravzaprav prostor za marsikoga, ki ga v tej Ljubljani nima. Sproduciral je zelo veliko novih kolektivov. Program, mislim, da je toliko zapolnjen, da ga mogoče kakšna cukrarna ne bi zapolnila v fulem času. A ne? In to je tisto, kar pravzaprav rabimo. Ne? Zdaj, prostor kot tak se mi pa zdi tudi pomemben, najbolj pomemben je lih ta, kako zgraditi ta novi svet, ne? In to je na mladih v resnici. Tako, kot si prej rekel, ta utopistična predstava o boljšem svetu, ne? To je tisto, kar je mlada perspektiva in to danes rabimo v resnici. Ne? In ne samo ta prostor, vemo, da se tudi Radio Študent bori za avtonomen prostor v besedi, ne? In v izrazu in to je treba vse ceniti. In mogoče kar bi bilo pa dobro, pa kar mi je neke vrste tudi, zato sem si danes tudi vzel ta čas, da pridem, je pa to, da si vzamemo čim več tega prostora in da to ne razumemo kot nek nasilen akt, ampak predvsem kot politična pozicija, ki jo mladi moramo imeti. Mislim, jaz nisem več toliko mlad, ampak vseeno, ne, lahko se pa imam za mladega. Tako da, če bi mogoče si želel povedati, kaj sem čutil kot delavec avtonomne tovarne Rog, je prav to, ne, da smo zgradili mnogo prostorov za marsikoga skupaj in recept je jasen, samo organizirana skupnost, ne, bo lahko kos tegobam, ki jih imamo danes v družbi in seveda v borbi proti kapitalizmu. Ne. Tako da to. A se lahko kar naprej podaja ta mikrofon v publiki tistemu, ki bi kaj povedal? Iz FDV-ja, ne, pa prej, ko smo omenjali K17 pa zavetišče, ki sta pač recimo neka majhna uspeha, ki sta pač še vedno znotraj institucije, kar je ful očitno tudi z nekim pač zapiranjem, ki pride, ja, ok, varnostniki, pa temi stvarmi, da če se ne motim, je bil nek trenutek panike, ker se je neko pivo pač našlo v nekem košu, ne, mislim, kaj pa zdaj s tem, čisto simptomatsko, pa vem, da na FDV je pač tudi bil nek poskus ali nek zametek v začetku študijskega leta pač pogovarjanja o tem. Ne vem, če si podrobno ali kakorkoli pač predstavlja, kaj se je s tem recimo zgodilo, ne. Če bi mogoče kdo bil voljan kaj o tem povedati. Samo to, da vidimo še pač en faks pa izkušnjo mogoče česko. Mislim, jaz sem iz FDV-ja, te zgodbe o pivu ne poznam, no, ampak imeli smo dosti problemov s tem postavljanjem sploh ideje za ta skupnostni prostor na FDV-ju, zato ko po prve skupščine smo itak mogli porabiti, da smo razložili samo razliko med avtonomnostjo in samoorganiziranostjo. Pol pa je tudi nov problem, da itak je ful preveč interesov, pa študentske organizacije faksov imajo neko določeno moč, pa društva na faksih imajo določeno moč.
in je ful hitro prišlo do tega, no, da bi ta skupnostni prostor, ki bi bil namenjen vsem študentom, v praksi izgledal bolj kot pač nek prostor za društva, kjer bi lahko društvo imela sestanke pa dogodke, kar pa že itak lahko imajo v učilnicah. Tako da se je tudi pol zaradi tega po eni strani malo izgubila motivacija se sploh ubadati s temi ljudmi, zaradi tega, ker jih gledamo tako že leta in leta. Pa mogoče malo direktno, ampak res je zanimiva situacija, no, pač organizirati take prostore onkraj društev, naprimer na faksu. No. Zaradi tega, ker point pa bi bil tega prostora, ne, da bi se lahko nekdo šel učiti, da bi si lahko nekdo zastonj kavo skuhal, čaj skuhal, karkoli, kar pa pač ne gre, ne, v današnjem svetu. Ampak ja, se nam pa zdijo no, ful pomembni samoorganizirani prostori, bolj tudi zaradi tega, no, ker če gremo čisto nazaj na neko debato o hierarhijah, se mi zdi, da je največja lepota teh hierarhij na samoorganiziranih prostorih, da so vseeno pač ustvarjene v konsenzu. Hierarhije se oblikujejo tako, da se nekdo javi, da bo nekdo prevzel in pa tudi dela vse skupaj z ostalimi. No. Tako da ja, ne vem, kaj bi še dodal. Jaz sem tukaj še v bistvu eno vprašanje na te stvari. Se pravi, imel sem nekaj razmišljanja, tako pa mi ni čisto jasno, kaj bi to pomenilo. Se pravi, recimo, da je univerza javna. To pomeni, da lahko kdorkoli gre na predavanja poslušati. Kaj bi se zgodilo, če bi cela generacija letnikov se odločila se sam ne upisati na faks, ampak hoditi na predavanja? Pridi kdaj na FDV na kako predavanje, te bomo vzeli. No, sej, ampak da bi to kot kar nek bojkot naredil in mislim, vprašanje pol, a bi univerza imela kaj v rokah reči, ok, zdaj določeno število teh, ki niso vpisani in vseeno hodijo in pol to nekako za tri ognja, ne? Ali čisto realno narediti neko množično neupisljivo generacijo? Jaz lahko povem tole direktno, ne vem, če je v občinstvu še kak učitelj z univerze ali ne. Ja, absolutno in dobrodošli ste. Težava je, absolutno mi smo dolžni kogarkoli sprejeti, predavanja so javna, kar pomeni, da lahko pride na predavanje kdorkoli. Zdaj, težava je samo v tem, da je univerza tovarna kadrov, kar pomeni, da na predavanje lahko hodiš, ne moreš pa opraviti izpitov, ki bi ti potem prinesle kvalifikacijo. Ne? Kar moram reči, da vsaj zame v zadnjem obdobju deluje zelo, kako ne rečem temu, doživel sem več en kulturni šok, ko sem pogledal, kakšne programe ima nekaj evropskih univerz, s katerimi sodelujemo, in sem ugotovil, da če kdo računa na to, da bodo univerze reševale svet, se globoko moti. Ampak smo pa odprti. Jaz imam samo še eno vprašanje. Univerza ni popolnoma odprta, ker po bolonjski imamo te seminarje pa vaje, ki pa niso javno odprti. Sej to je bilo že prej, ampak pri vajah in seminarjih se da razpravljati glede tega. Smo dejansko v mislih predavanja, ja, ker je bilo vprašanje o predavanjih. Bi še kdo kaj dodal? Vprašanje, misel, rent, idejo za novo kolektivno akcijo, karkoli. Navzgor ga moraš pa. Super, hvala. Jaz sem tudi iz Fakultete za družbene vede, bil sem bežno povezan s to inicijativo za ustanovitev avtonomnega prostora in v bistvu sem opazil po tem, ko je pač ta pobuda nekako zamrla, so do mene prihajali študentje, ki sicer niso del pač
gibanja niso izrazito levo usmerjeni, niso nikoli stopili na plac, verjetno tudi niso slišali zanj, ampak imajo neko pač, ampak se jim je ta ideja, ki smo jo predstavili, zdela izrazito kul, izrazito koristna in so nekaj takega pogrešali in so dejansko izpostavljali K17 pa ta drug odprti prostor, ki sem mu pozabil ime, kot dobre prakse. In jaz bi pač odprl vprašanje, kako lahko, pač jaz, po moji oceni je razlog, zakaj je ta pobuda na FDV propadla, tudi to, da je to ostalo razmeroma ozko, da ni bilo dovolj ljudi vključeno v to. In pač kakšne naj bodo naše strategije, da se ta pobuda, ta ideja razširi tudi na tiste, ki niso toliko politizirani, ki niso toliko zagnani za avtonomijo študentov in da se pač tudi njih vključi v te ideje in ustvarjanje teh prostorov. Hvala. Mislim, specifičen problem prostora na FDV-ju je bilo to, da je vse padlo na eno osebo in ko je ta ena oseba nehala delati to zaradi tega, ker tudi ni bila več študentka prodekanja, ampak je, ne bom govoril, kdo, je tudi zaradi tega malo zamrlo. No. Pač problem je bil v glavnem to, da je preveč padlo na eno osebo, no, da bi se karkoli ven iz tega zgradili. Pa pač tudi ni bilo zares veliko folka na skupščinah, razen na tisti prvi. Na drugem sestanku nas je bilo tak manj kot 10, se mi zdi. A bi vi? Sem se mislil navezati, ampak kar okay, ne, sem mogoče tako navezano, ne, da pač kolikorkoli so očitno zaželjeni ti prostori, ne, kjerkoli že, pa recimo imeli smo Pajzel na medicinski fakulteti, ki zaenkrat nova stavba še mislim, da nima vladno zagotovljenega tega financiranja, obljuba, da pa Pajzel tudi tam bo nekje obstaja. Ampak pač to je to, kar je recimo tudi omenila, ne spomnim se imena iz Škisa, gostja, pa je mogoče škoda, da zdaj več ni, ker je rekla tako, ne, da se pristopiti do ljudi in pol se nekaj doseči, ne, in pač v tej izjavi se pač skriva oziroma je dosti jasno, da pač obstajajo ljudje s tisto pač močjo, do katerih pač je treba pristopiti in z dovoljenjem in pogajanjem pač do teh prostorov prideš, ne. In Pajzel in K17 in zavetišče in potencialen prostor na FDV-ju, vsi ostajajo znotraj tega, kar je na primer tudi Škis, ne. Eni valjda omogočajo več ene svobode, pa pač imajo nek malo večji emancipatoren potencial, ampak sam tako kot komentar, ne, to je še vedno to, treba je pristopiti do nekoga, ki ti da dovoljenje, pa stvari so na koncu dneva še vedno pod ključem, no. Tako da sem to. In pol, če dodavaš individualizacijo, pa korono, ki nas je raztepla v zaprte prostore, ki mislim, da si jih prej naslavljala z vstopom v našo intimo, pa ne, če v tej smeri nadaljujemo, seveda nikamor ne pridemo, ne. Dejstvo je, da se bojo boji mogli združevati, da se bomo tudi mi mogli združevati, prenašati znanje, opogumljati en drugega in jati v nek mogoče večjo maso, kot jo dosegamo ta trenutek. Ampak ne, bolj sem hotel banalizirati zadevo na začetku. Namreč, ko pa gremo do teh zdaj izvornega zla, ne, kako pa sistem to vse ukalupi, ne, oni so nam zdaj celo izumili nek način komunikacije z odločevalci, ki se imenuje, pa ste to, strukturirani dialog, ne, in to je nekaj, kar nam je Evropska unija ofurala, ne, nismo si to mi sami izmislili, ne. Namreč princip, po kakšnem se mi sploh lahko pogovarjamo z njimi, ne, in princip, po kakšnem mi tako pol nič ne dosežemo, ne, ker je že v osnovi narejen tako, da njim ni treba nič odreagirati, kar pa je največja banaliteta tega, ne, da seveda jaz sem bil malo v zanosu, ne, da tudi mi iz institucij lahko kaj dosežemo in sem šel poslušati to, ne, bil je še bivši komisar, pa je prišel v Evropo, ne, in pol mu mladi končno, valjda, da smo se bildali na to, da mu postavijo eno provokativno vprašanje, ne, in pol je to vprašanje bilo malo na prekarizacijo, pa nemoč mladih, pa tako naprej, ne, in nadut v svoji politični, na svojem političnem položaju, kot je bil, ne, je v bistvu se naredil ponižnega, ne, in je rekel, ja, počakajte, saj sem jaz tudi
prekarc, ne, konc koncev, ko moj mandat mine, jaz te službe nimam več, ne, budalo, ne, mislim, tako daleč smo prišli v banalizaciji tega, kdo je kdo in kdo se s kom enači. In zato ne pridemo nikamor, ne. Mene velikokrat vprašajo, a sploh lahko premagamo kapitalizem? Seveda, jutri ne gremo v službo. In če noben od nas ne bo v službo šel, je jutri kapitalizem mrtev. Mislim, sorry, to je tako enostavno, ampak kvečemo ljudje skupaj imamo moč, nimamo pa vsi enake poti in nimamo vsi enakih karier. Ja, jaz bi sam dodala tukaj še, da res ni lahko tudi organizirati take prostore, pa ni lahko pač priučiti ljudi na tak način delovati, sploh ko pač tega niso vajeni, pa ni lahko narediti to super dostopno za vse, pa super vključujoče, pa pač tukaj je ful pomembno tudi, da pač ljudje se zavzamejo za to in tudi, če jim mogoče prve parkrat se počutijo out of place, pa da ne morejo nič prispevati, pač je ful pomembno, da ustrajajo pri tem in hkrati pa pač so pri tem ful pomembne vsebine, ki jih pač vnašamo v ta prostor in da so te vsebine vseeno pač dostopne na nek način. In se mi zdi, da je, ja, ful prevečkrat se pač zanašamo, da je pač neka skupina tam, ki to dela, ampak mogoče je ta skupina že totalno izčrpana in pač ful rabi okrepitve in mogoče je to tudi poziv, da pač pridite na plac skupščino. Ne vem, kdaj je nov termin zdaj, ampak pač res taki prostori delujejo samo zato, ker pač se v njih vključujemo in brez tega pač ne morejo delovati. Torej, kolega iz FDV-ja, daj pobudo, da oživite prostor, pa še kakšne frende povab zraven, pa ne vem. Ali pa pač ja, ne vem. Ok, jaz mislim, da moramo počasi končati, ker ob 21. sledijo še študentski filmi, redakcije za kulturo, tako da če bi še kdo ok, sicer pa lahko tudi neformalno oziroma off-camera nadaljujemo pogovor. Jaz bi se zelo na kratko še oglasil, glede na to, da sem čakal, da ful me je zanimalo, kaj vse bo mogoče slišati. Rad bi se navezal na to, ker sem pravzaprav hotel skoraj da isto stvar povedati, samo verjetno bi uporabil precej drugačne besede kot Matjaž, ne. To je to, da res je zelo, zelo pomembno zdaj v tem trenutku, da se z vsemi možnostmi in močmi zavedamo tega, da smo različni, pa da z različnih zornih kotov gledamo na stvari, da imamo različne poti, ampak da moramo priti skupaj, vsaj pa na nekaterih ključnih zadevah. Ta skupnost, ki sem jo poskušal poudarjati, ni nekaj namišljenega ali pa nekaj idealnega. To smo mi, ki se znajdemo v nekaterih trenutkih skupaj, pa smo zmožni nekaj skupnega narediti. In če gre za 2-3 ljudi, je že dovolj, da spremenijo marsikaj, ne. To, da bo cela Ljubljana postala skvot, to bi bilo pa res idealno, to se absolutno strinjam. Ampak saj vemo, da je podobna želja kot ta, da jutri nehamo delati, ne. Seveda, ne. Hvala vam. Super, hvala. Upam, da se vidimo na kakšni skupščini ali v placu ali v K17, tam si tudi želimo novih ljudi ali pa na FDV-ju, kjerkoli drugim. V glavnem, hvala.